Pozdravljeni, moje ime je David Rotar in danes mu bom predstavil, kako varno ravnati in delati v gozdu. Pa preidimo kar na motorno žago. Tukaj imamo en primer motorne žage Ramda. 55 kubične, 45 cm meč z gumiranim ročajem, z lahkim ožiganjem, kot je primer in čok, magnezijom, zaganjačem z dodatno zaščito in pa aluminijastim samim blokom motorja, kar prinese pri sami motorni žagi za daljšo življenjsko dobo. Pri motornih žagah samih je najbolj pomembna sama varnost. Tukaj vidite tudi spodaj imamo kar nekaj produktov, kateri so zelo primerni in pa seveda skoraj da ne nujni za uporabo v samem gozdu. Pri samih motornih žagah je dobro vedeti in spoštovati, da se veriga stalno brusi, kajti ostrejša veriga pomeni tudi manj udarcev v kontra. Seveda, ko žagamo v hlod, da se žaga manj odbija, ker veriga lepše reže. Pri novodobnih motornih žagah je zelo dobro spoštovati dobre mazalne lastnosti. Prvo je kvalitetna mešanica in drugo je kvalitetno olje za mazanje same verige. Pri motornih žagah z visokimi vrtljaji je vedno potrebno uporabljati kvalitetno olje z pravimi aditivi, kajti pravi aditivi povzročajo, da se samo mazanje na samem vodilu podaljša v celem tokokrogu. Slabša olja naredijo mazanje nekje do sredine samega vodila, potem pa je veriga več kot 80% teče na suho. To posledično povzroči seveda poškodbo verige, veriga se prej skrha, veriga se raztegne, uniči se meč, meč se prekuri, sama konica meča, kot je zobnik, nima dovolj mazanja in seveda vse to posledično povzroči same poškodbe, ki pa so nepotrebne, zato ker bomo na koncu mogoče malo kot ne prišparali samo 2 evra pri samem olju. Nov komplet meča in verige pa stane od 50 evrov naprej. Seveda z motorno žago lahko obžagujemo hlode, ki so na tleh, podiramo drevesa in podobne stvari, obžagujemo veje, vse, kar je na tleh. Ko pa je treba delati na višini, pa z motorno žago zaradi same teže ne moramo delati. Zato imamo tukaj lep primer Oregonovega višinskega obrazovalca, električnega, obstajajo tudi motorni in baterijski, ki pa ima sam razteg, to se pravi, lahko raztegnemo teleskop od 2 do 4 metrov. Seveda nam to posledično olajša tudi samo delo, kajti delo je popolnoma enostavnejše za obžagovanje, vendar pa pri takem delu je potrebno poskrbeti za lastno zaščito, kot jo je treba to že storiti pri samem delu motorne žage. Pri višinskem obrazovalcu, kot že pri motorni žagi, seveda potrebno poskrbeti, da je olje za verigo v zadostni količini in pa da imate vse skozi nabrušeno verigo. Za laike, ki bi mogoče raje brusili verigo doma na elektriko, imamo tukaj en lep primer električnega brusilnega stroja. Že prej smo govorili o samih oljih, poznamo olje Ramda, seveda v sistemu z motorno žago, ki je tudi Ramda. V blagovni znamki Ramda skrbimo, da so olja čim boljša. Olje za mešanico z dozatorjem, enim polnim dozatorčkom napolnimo 5-litrsko posodico olja in imamo 2% mešanico. Sintetična olja pa delajo na sistem, da je motor znotraj čist in pa dodatno bolj podmazan kot v preteklih klasičnih oljih. Za olje in posoda za gorivo. Notri enostavno natočimo olje in gorivo, imamo enostavne čepe za točenje. Čep za gorivo je na hitro točilno lastnost, potem poznamo ročna brušenja, to se pravi sam set za brušenje celotne verige in vodilnih in glavnih zobov, same šablonce za lažje brušenje, da so vsi zobi enako nabrušeni, in pa spono za brušenje, ki jo enostavno zabijamo v hlod, upnemo vodilo v samo spono, da lahko potem enostavnejše, brez premikanja, nabrusimo samo verigo. Nadomestna veriga, kar je zelo priporočljivo
ob samem nakupu motorne žage, da se kupi tudi nadomestna veriga, kajti ko verigo skrhamo ali pa nekam zadanemo v kakšno tršo stvar, se lahko zgodi, da se zob tako poškoduje, da ga enostavno ni možno nabrusiti. Kaj potem prihaja do dodatnih tresljajev, do dodatnega tresenja verige in pa neenakomernega žaganja. V takem primeru se svetuje, da se veriga enostavno zamenja. Pri samem podiranju dreves je zelo priporočljivo imeti tudi gozdarski meter. Priporočljivo zato, da enostavno, ko delamo spravilo lesa, vse končke enostavno nažagamo na enako dolžino, ponavadi na meter. Na uč zelo težko nažagamo vse na točno, z gozdarskim metrom oziroma z metrom pa enostavno lepo si označimo in potem razžagamo vse. Gozdarski meter se enostavno zapne v pas, to se pravi v samih gozdarskih hlačah narejen kaveljček prav za gozdarski meter. In pa sama zaščita, pomembna je obutev. Gozdarski zaščitni čevlji. Gozdarske hlače poznamo več vrst. Tukaj je primer Oregonovih hlač Vajpuva do 20 metrov na sekundo. Sama gozdarska jakna in pa gozdarska čelada zaščitna. To je neko nujno zlo, ki se uporablja za višinsko rezanje oziroma za samo podiranje v gozdu. Poznamo seveda na koncu tudi še gozdarske zaščitne rokavice. To je tudi neka obvezna oprema. To je na kratko z moje strani vse. Danes sem vam predstavil neko splošno stvar, motorne žage, višinskega obrazovalca, odol, posod in pa zaščitne opreme za varno delo in pa čiščenja gozdov, vrtičkov ali pa okrog doma, raznih bregov in podobnih stvari. To je z moje strani vse. Hvala lepa in srečno uporabo vam želim.